Se je končno začela altcoin sezona? No, prav na to vprašanje bomo poskušali odgovoriti v tokratnem videu. No, najprej si bomo mi ogledali Bitcoin dominanco, kjer imamo kar precej zanimivo dogajanje. Pred nami je tukaj dnevni graf in kot lahko mi že tukaj takoj vidimo, smo mi naredili medvedjo divergenco. Tukaj imamo vrh in pa višji vrh v gibanju cene, medtem ko tukaj pri RSI smo pa naredili vrh in pa nižji vrh. In kar je še najpomembneje je, da se je RSI pred kratkim pomaknil čisto na medvedjo stran. Kot vidimo tukaj, smo bili pred kratkim preprodani, kar lahko zdaj pomeni, da se bo Bitcoin dominanca malček pobrala, ampak je zdaj na medvedji strani. Stokastik RSI se je malček pomaknil navzgor, na bikovsko stran, ampak bi gledal predvsem tole mejo na tam nekje 62-63 odstotkih za zavrnitev. Če bi jo slučajno mi presegli, če bi mi slučajno tole mejo presegli, potem bi lahko Bitcoin dominanca rastla še naprej gor. Ampak, kot sem rekel, trenutno jaz gledam od tele meje za zavrnitev. In če izgubimo tole trenutno mejo, na kateri se pač trenutno nahajamo, to je tam nekje na 61 odstotkih, lahko pademo vse dol tukaj do naslednje na tam nekje 57 odstotkih. Ampak ni samo Bitcoin dominanca, ki kaže na možnost altcoin sezone. Poglejte tudi tukaj, to je indikator ARI, ki kaže, kam na kriptotrgu se preliva denar. In tukaj, kot vidimo, oranžen je Bitcoin, rdeči so stablecoini in ta črna črta so altcoini. In kot vemo, kar hočemo videti tukaj je, da gre Bitcoin pod tole ničlo, stablecoini tudi pod tole ničlo, torej te dva hočemo imeti prav na tej spodnji strani, medtem ko altcoini morajo iti pa gor. In samo poglejte tale udarec, ki smo ga zdaj nazadnje naredili. In seveda, kar zdaj tudi hočem videti naprej, je, da mi tole nadaljujemo, da pač altcoini ostanejo na tej strani in Bitcoin in stablecoini pa tukaj od spodaj, kar seveda pomeni, da se denar preliva iz Bitcoina in stablecoinov v altcoine. Ampak to še ni vse. Dajmo si mi zdaj pogledati še Total 2, ki je tržna kapitalizacija kriptotrga brez Bitcoina. Torej, brez tržne kapitalizacije Bitcoina. To je tedenski graf in tukaj lahko vidimo, da se je začel formirati oziroma se praktično dokončuje en gigantski vzorec. In to bikovski vzorec. Samo malo, da potegnem tole mejo še sem od tehle vrhov, tako, da jo malček popravim. In kaj vidimo tukaj? Mi smo tukaj začeli delati tale vzorec, ki se imenuje kap, tukaj imamo skodelico in tukaj je njen ročaj. Torej, cup and handle na tedenskem grafu. Ampak tukaj na 1,5, na tam nekje 1,5 imamo neckline mejo in kar jaz zdaj želim tukaj videti je, da mi tole mejo, ta je kar precej trdovratna meja, tukaj smo se znašli že novembra 2021, potem prišli smo spet gor do nje decembra 2024 in zdaj se je spet dotikamo in kar želim videti je, da mi tole končno zdaj prebijemo, naredimo podporo in potem lahko rastemo naprej gor. Zdaj seveda lahko smo tudi zavrnjeni od tele trenutne meje, ker je tudi kar precej močna. V tem primeru bi pa gledal tole naslednjo mejo na tam nekje 1,2. Kar se pa nikakor ne sme zgoditi, je, da mi tole mejo presežemo
Torej, da jo prebijemo in da jo potem izgubimo, ker v tem primeru, ker to je pač neckline meja, in v tem primeru, če bi mi izgubili tole neckline mejo, so lahko biki kar precej kaznovani. Zdaj, do kod bi mi lahko prišli, kar se tiče tegale vzorca, če izmerimo od neckline meje pa do njegovega dna, in tole mi prestavimo na možno mesto preboja, bi mi lahko tako prišli do tam nekje 6 bilijonov dolarjev. Torej, ta znesek, ta tržna kapitalizacija bi se v bistvu tako rekoč početverila. Tako da tukaj je naša tarča in jo bom jaz kar označil. Ampak poglejmo si mi zdaj še Total 3. To je tržna kapitalizacija kriptotrga brez tržne kapitalizacije Bitcoina in Ethereuma. Pred nami je tudi tedenski graf in kot vidimo, tukaj je situacija kar podobna. Tukaj imamo spet tele vrhove in ravno pred kratkim smo spet prišli do sem gor. Tu imamo en vrh, drugi vrh in zdaj smo spet tukaj gor. In kot lahko opazimo, tudi tukaj delamo tole skodelico. In ravno pred kratkim smo naredili tudi ročaj, v katerem smo se že odbili navzgor in zdaj spet testiramo tukaj 1,05, to je pač tale vrh oziroma tale meja, s katero smo se srečali že novembra 2021, pa potem spet decembra 2024, no zdaj smo spet tukaj. Torej 1,05 bilijona. In tudi tukaj bi jaz podobno gledal, da mi tole mejo prebijemo in na njej naredimo podporo in seveda rastemo naprej gor. Zdaj, lahko smo tudi zavrnjeni in v tem primeru bi jaz najprej gledal tole mejo tukaj na 731 milijardah. Tako da jo bom kar označil. In dokot lahko mi pridemo tukaj, bom tudi tukaj izmeril višino tegale vzorca, pa bomo prenesli tole na tole mesto preboja, seveda, če se zgodi. No in v tem primeru bi tudi mi lahko prišli do 3,83 milijarde. Torej, ja, tudi v tem primeru bi se v bistvu tale znesek kar početveril. Drugače, RSI tukaj tudi mi izgleda čisto ok in Stochastic RSI je čisto lepo na bikovski strani. Še en graf imam za vas in to je Others. To je pa tržna kapitalizacija kriptovalut minus tržna kapitalizacija prvih 10 kriptovalut. Torej, tukaj imamo izločitev vseh prvih 10 kriptovalut. In tudi tukaj imamo kar podobno situacijo. Imamo tele vrhove, tukaj so na tam nekje 444 milijardah dolarjev. Spet prvi vrh tukaj novembra 2021 in ta drugi vrh, ko smo se zadeli ob to mejo decembra 2024. In ja, lahko rečemo, da je situacija tudi tukaj podobna, če sicer malček čuden tale kap oziroma skodelica, zaradi tega, ker tukaj smo se kar spustili, ampak vseeno. In naredili smo tudi tale handle oziroma ročaj. In zdaj se spet počasi dvigujemo. No, tukaj se bodo pa morali biki še malček bolj potruditi, zaradi tega, ker še nismo pri teh dveh vrhovih. Tako da, kar bi tukaj gledal je, da se pojavijo biki, še rastejo naprej gor in presežejo tukaj teh 444 milijard, na njih naredimo, na tej meji naredimo podporo in potem rastemo naprej gor. Seveda je v igri tudi zavrnitev in v tem primeru bi jaz najbolj gledal tale dna tukaj, ki smo jih naredili, to je tam nekje na 200 milijardah, da bom tudi tale naš medvedji scenarij zarisal.
Pa dajmo še tukaj izrisati, dokot lahko mi pridemo, če se tale vzorec dejansko izvrši. Izmerimo njegovo višino in prenesemo na točko, kjer bi se lahko izvršil preboj. Torej, mejo imamo na tam nekje 444 milijardah in preko tega vzorca bi mi lahko dosegli 2,77 bilijona. Tako da to lahko tudi nakazuje, da bi se dalo preko drugih kriptovalut, kot drugih altcoinov, dosežeti še boljše rezultate. Kot smo videli tam pri Total 2, Total 3 smo dosegli 4-kratnik, no tukaj bi pa dosegli 5-kratnik, lahko celo 6-kratnik. Tako da zelo zanimivo dogajanje, kar povejte mi spodaj pod komentarji, kaj si mislite o tem. In pa seveda ne se pozabiti naročiti na kanal in nastaviti obveščanja, da ne boste zamudili prihodnjih videov. Najprej bi se rad zahvalil vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tega kanala. Če želiš morda tudi ti postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Seveda v zameno za podporo dobiš dostop do dodatnih vsebin, kot je na primer tudi predogled videov, preden jih objavim na YouTubu. S paketom više pa dobiš dostop tudi do mojega Discord strežnika. Tam objavljam tudi tehnične analize kriptovalut na manjših časovnih intervalih. In poleg tega patroni dobijo tudi dodaten popust na moji spletni trgovini. Vse, kar so do časa nakupa prispevali, lahko uporabijo kot dobroimetje in tako lahko nekateri patroni celo nakupujejo zastonj. In ko smo že pri spletni trgovini, ne je pozabiti obiskati, tam se je zvrstilo zdaj že kar nekaj naprednejših indikatorjev, imamo naprednejši RSI, naprednejši MFI, RSI, ki se prikazuje direktno na svečkah, MFI, ki se prikazuje direktno na svečkah in tukaj je tudi ARI. Oziroma Asset Rotation Index. No, ta indikator prikazuje, kam na kriptotrgu se preliva denar, ali se preliva v Bitcoin, ali altcoine, ali stablecoine. Hvala vam, da ste si video ogledali do konca, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Seveda tudi komentirajte spodaj, zanima me vaše mnenje in začnimo debato. Tukaj na tem kanalu redno spremljamo tok kriptovalut, tako da se vsekakor splača naročiti. Seveda, da ne zamudite kakšnega prihodnjega videa. In tako, zdaj pa vas še lepo pozdravljam, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.